Vas zanima, zakaj je ta stol ob meni prazen? Na tem stolu bi moral sedeti moj oči, danes ga pa ni tu, ker je umrl v prometni nesreči. Spomin nanj ohranjam preko glasbe. Poslušam izvajalce, ki jih je on rad poslušal. Rada kuham, kar je definitivno nekaj, kar mi je tudi on predal. Opazujem stare fotografije, se spominjam nekih smešnih navad, ki jih je imel. In pa seveda se pač pogovarjam z mojimi najbližjimi o naših skupnih spominih. Da ga imam zelo rada, da ga zelo pogrešam in da upam, da je ponosen name. Ja, ta praznina je po mojem mnenju najhujša posledica, s katero živimo pravzaprav celo življenje. Po mojem mnenju se pač te rane, ta praznina, ta luknja nikoli ne zapolni, nikoli ne prebolimo, ampak nekako se naučimo živeti s to novo praznino, ki jo imamo v življenju. Po mojem mnenju, oziroma v mojem primeru, so najhujši trenutki tisti neki prelomni trenutki v življenju, neke prelomnice, ki jih doživiš, ali pa uspehi, ki jih doživiš, kot so, ne vem, lahko dam primer, valet, maturantski ples, ker bi sicer kot punca plesala s svojim očetom, pa tega nisem mogla. Nevarnim voznikom, prehitrim voznikom bi predvsem položila na srce, naj ne pozabijo, da so na cesti tudi drugi, tudi ranljivejši udeleženci in da s tem, ko so aktivno vključeni v promet, prispevajo k varnosti sebe in pa seveda tudi drugih. In verjamem, da si ne želijo biti na mojem mestu ali pa na mestu povzročitelja, ki se mora v življenju spopasti s tem, da je morda nekomu odvzel življenje. S strpnostjo, z ljubeznijo do drugih, tudi v prometu, verjamem, da lahko rešimo marsikatero življenje. Bodi odgovoren voznik, ne slaba statistika. Spoštuj omejitve hitrosti.